osebno pomeni strategija vseživljenjskega učenja? No, se zavedamo, se bolje človek izobražen, bolj zahtevno delo opravlja, več se mora učiti. Jaz lahko rečem, da vsak dan porabim recimo uro, 2-3 za učenje, zato da lahko sploh ostanem nekje v toku dogodkov. Posebej se je to v zadnjih recimo 15 letih, ko so prišle vse te sodobne tehnologije in ko so se izjemno povečale možnosti, so se tudi zahteve zelo povečale. S čim vas je dr. Zakrajšek prepričal? Ko sem prebral en članek, ki je bil objavljen v njegovem delu, sem tam prebral, da mu učenci rečejo, dijaki rečejo naš Srečko. Potem sem iskal razloge in sem najdel 3 zelo utemeljene razloge za to. Prvič, on vsem učencem želi, da uspejo in pravi tudi, da vsi lahko uspejo. Išče njihove pozitivne točke, ne negativne, in jih spodbuja v tej smeri, s tem razvija njihovo pozitivno samopodobo. Drugič, pravi, da šolski predmeti so marsikomu dolgočasni, sami po sebi, zato jih je treba obogatiti. Kemija, recimo njegov predmet, se da obogatiti s širšim znanjem naravoslovja, ekologije, v to vključuje zmeri informatiko, skratka, in razvija dialog o teh vprašanjih. Kako vidite povezanost učenja in športa? Človek, ki se ne ukvarja s športom, ni popolno, nekako ne živi dovolj kakovostno za te čase. In zato mislim, da je vsako izobraževanje nujno potrebno povezati s športom. To pomeni, da se poleg kakovostnega dela v šoli lahko človek tudi redno ukvarja s športom. Po drugi strani mi je pa to vseživljenjsko učenje izjemno všeč zato, ker smo enostavno pokazali, da se ni treba vse naučiti do 18 leta. Tako kot danes marsikdo misli, potem neusmiljeno mrcvarimo otroke. In če se zavedamo, da se lahko človek uči recimo do 80 leta, potem je vse te stvari treba prenesti na dolga leta, vse razbremeniti mladi omogočiti, predvsem da dorastejo, da tudi uživajo, se ukvarjajo s športom, spoznavajo osnove, da kasneje te stvari dobro biti.